In sicer nama je Lovro poslal vprašanje, zakaj bi v mojem podjetju, kjer smo 4 prodajalci, ki imamo vsak svoj segment strank, rabili CRM sistem. Torej neko manjšo podjetje, pa očitno so stranke posegmentirane, torej ne vem, si predstavljam, da ne sodelujejo na priložnostih ali pa pri prodaji, ne? Ampak vse, imajo neki 4 prodajalce, ki se morajo z nekim poslom ukvarjati, pa zdaj, če rečeva, da je tle malo dvoma o tem, zakaj bi sploh rabil CRM, ne, očitno dobro delajo. Tle je mogoče, Lovro, hvala za vprašanje. No. Izhajajo iz tega vidika, ne. Danes, ko imaš vse v nekem Excelu, recimo, da vodiš, ali pa malo v glavi, malo imaš v telefonu shranjen, koga si poklical, koga nisi poklical, nimaš nekega taga pregleda na celotno svojo prodajo. Se pravi, kjer so pa tiste stvari ali pa aktivnosti, ki jih moraš na posameznem kontaktu, priložnosti delati. In to ti nek sistem, ki bi noter, tudi če vsak dela v svojem segmentu strank, lahko zabeležil, temu sem danes poslal ponudbo, pa je odprl, zdaj, ko je odprl, vem, da moram njega prej poklicati, kakor pa tizga, ki ni nič naredil, in imaš neke prioritete. Na drugi strani bi lahko, recimo, če je Lovro vodja teh prodajalcev, tudi videl, kaj se dogaja, koliko imajo nekih priložnosti, mogoče bi lahko kakšen tudi od drugih imel kakšno idejo, čeprav je vsak na svojem segmentu strank, pa bi kaj naredil. Hkrati pa se dogaja v tem svetu, da prodajalci so kar iskani, da se Lovro tu lahko zgodi, da nekdo reče, da gremo s konkurenci, ne? In zdaj, dokler imaš to v nekih Excelih, pa v telefonskih imenikih, tako to tudi hitro odneseš konkurenci. Sej, pustimo, kaj je napisano, pa kaj ne. Tako da, če pa imaš v nekem sistemu to shranjeno, recimo v nekem CRM-ju, lahko prvič nadaljuješ od tam, ker je recimo eden od prodajalcev zaključil, pa hitro vidiš, kaj se je dogovarjal, kje greš naprej. Hkrati pa si tudi zagotoviš, da ko boš novega pripeljal, ga boš veliko lažje onboardal, ko boš imel neke procese ustaljene in mogoče ne boš, ker vemo, fluktuacija je vedno večja, ne boš porabil četrtine, recimo, da 2 leti nekdo pri tebi prodaja, četrtine tega časa, da ga boš učil, pa boš lahko to zmanjšal. Pa še danes prodajalci, recimo, da malo hodijo po terenu, lahko bi to vse v en sistemu našali, ali bi se pa naprej, recimo, da pol nekaj izvedejo, recimo, da obstaja še nek delivery ali pa da je zadnja neka proizvodna, bi še hitreje to naročilo pa spravo do tja noter, ima še to neko hibridno delovno okolje. Zdaj, bolj bi mogla poznati v točnem kateri panogi, tako da Lovro, če te kaj bolj konkretno še zanima, nam lahko še dodatno napišeš malo več stvari, pa se lahko pogovorimo bolj v konkretnem primeru.